No, Kuvajt je, veste, med tremi velikimi izzivi v regiji. Kuvajt je umeščen med Savdsko Arabijo, Irak in Iran. Tako da Kuvajt običajno nima nobenega vpliva v tej regiji. Kuvajt je zelo miroljubna država, je politično liberalna država. Želijo samo živeti v miru, želijo napredovati in se ukvarjati z glasbo, znanostjo in podobnim. Mislim, da Kuvajt nima trdnega stališča glede tega, vendar je Kuvajt tudi izrazil svoj strah, da bi se ti napadi nadaljevali. Postavili so veliko vprašanj in izgnali enega izmed uradnikov obrambnega urada ali obrambnega biroja v Kuvajtu, ki poročajo iranskemu veleposlaništvu. In to je to, kar misli Kuvajt. Kuvajt misli, da v redu, sodeloval bom z Združenimi državami. Končno je celotno prebivalstvo Kuvajta videlo, da imamo enega skupnega sovražnika, Iran, in zdaj imamo veliko zaveznikov, imajo istega sovražnika. Vidimo, da ima Izrael istega sovražnika in pomaga pri napadih, uničevanju in slabljenju tega režima. In zdaj imamo Združene države in Emirate, ki imajo enako stališče, kjer so Emirati začeli udarjati. Torej, stališče Kuvajta je, da so na strani vseh teh držav, vendar tega ne morejo javno razglasiti. Rad bi šel še globlje, posebej glede položaja v zalivu, ker so mi ljudje iz zaliva, s katerimi sem govoril tudi v tej oddaji, vsi povedali, da morajo zalivske države ponovno oceniti svoje odnose z Islamsko republiko. In mislim, da lahko nekako vidimo, čeprav GCC ni monolit, da se oblikujeta dva tabora. Bolj Jastrebovski tabor, ki ga vodita Zaje in Bahrajn, ter potem bolj golobji tabor, lahko bi rekli, ki zagovarja popuščanje. Na enem koncu spektra je očitno Oman, lahko pa tja uvrstimo tudi Katar in do neke mere Savdsko Arabijo. Kje se v tej novi nastajajoči dinamiki v GCC glede na Iran znajde Kuvajt? V tej regiji je tako, da se vse nekako nalaga eno na drugo. Eden od teh konfliktov je bil tisti, ki sta ga imela Združeni arabski emirati z Savdsko Arabijo v Južnem Jemnu. To imenujemo Južna Arabija. In potem so se stvari resnično zaplekle. Nato pa so se stvari razvile v nekaj zelo negativnega med obema narodoma. In potem je Savdska Arabija zavzela drugačno stališče do muslimanske bratovščine. Rekli so, da se z bratovščino borimo znotraj države, vendar jih podpiramo zunaj naših meja, v Sudanu in Jemnu. Tako to velja za Kuvajt in Kuvajt je edini sosed, GCC sosed Savdske Arabije s tiste strani. Kuvajt je že tako na zelo zahtevni lokaciji, menijo, da trenutno nimamo nobenega stališča. Ne bomo ničesar rekli, bomo razmišljali samo o lastnem obstoju. Torej, eksistenčne grožnje, ki prihajajo od IRGC, niso našle interesa Savdske Arabije, da bi, veste, nasprotovala ali bi pomagala Kuvajtu, da se brani. Omenjali so to, ahija. Govorili so, da bodo branili Kuvajt, da bodo vložili vse napore in vse zmogljivosti za obrambo Kuvajta. In niso storili ničesar. Zavzeli so drugačno stališče. Postali so kot posrednik. Vedo, da IRGC napada Kuvajt. Torej, v tem scenariju obstaja zatiralec, vendar so se odločili, da se bodo preprosto pogajali, da bi tudi sebe zaščitili pred njimi. In želijo tudi pokazati, da imajo neke vrste, veste, povezave v zadnjem času z muslimansko bratovščino. Torej, Kuvajt je v položaju Združenih arabskih emiratov. Zato sta bila Kuvajt in Zaje skoraj na enak način močno napadena. In Kuvajt je morda v zadnjem času prejel več raket in dronov. Ampak spet, v zadnjem času smo na isti strani kot Zaje. In to razjezi IRGC. Nočejo, da bi se mi, veste, uprli muslimanski bratovščini. Nočejo, da bi izvedli reformo v Kuvajtu in odzeli državljanstvo tistim,
ki so začeli prevzemati državo z ponarejenimi identitetami. Torej sta to Saudska Arabija in Oman. Oman zauzema povsem drugačno stališče kot Saudska Arabija. Pravijo, da smo bolj popustljivi do Irana. In minister za zunanje zadeve v Omanu je, po mojem mnenju, če sem povsem iskren, zavzel zelo sramotno stališče. Podpira Iran, celo napada GCC s tem, ko pravi, da se morajo tudi oni zaščititi, tako upravičuje njihov napad na nas. Kuvajt na to ni odgovoril. Kuvajt ni odgovoril na veliko stvari, ampak ko vidite, da Kuvajt ne odgovarja, to pomeni, da je Kuvajt proti temu. Tako je. Kratek odgovor. Da ali ne? Misliš, da si Kuvajt želi spremembe režima v Iranu? Definitivno, da. Kuvajt je na isti strani kot Združeni arabski emirati, ampak mislim, da KSA, Saudska Arabija, ne želi te spremembe, ker so vsi v isti hiši političnega islama. Ko vidiš Real Madrid pa Barcelono, kako igrata v La Ligi, želim samo navesti ta primer, Barcelona ne želi izločiti Real Madrid iz lige. Želijo jih uničiti, borili se bodo, ko bodo igrali proti njim, vendar jih ne želijo izločiti, ker to zabava ideologijo ali občinstvo, saj obstaja še en tekmec. Torej kdo? Saudska Arabija želi oslabiti IRGC, vendar ga ne želi odstraniti, ker menijo, da je njihova ideologija naslednja, to je njihov čas. Govorimo o njihovem splošnem pristopu, veste, o tem, kako pristopajo, ko govorijo o vodenju islamskega sveta. Tako da ja, smo v tem, veste, na koncu političnega islama. Ker vidite recimo Pakistan in vidite Iran in vidite Saudsko Arabijo in vidite Palestino, pogovorimo se še enkrat o Palestini. Oni so, veste, oslabljeni